V bistvu sem na ta avtomobil moral čakati samo 5 let. Dejansko sploh ni malo. Skratka, vse od takrat, ko se je poslovila prejšnja Fiesta ST, ki mi je bila tako všeč, v bistvu na katero sem bil tako nor, da je manjkalo, toliko pa bi jo kupil. Na srečo je potem prišel še bolj dirkaški Clio RS, no, ampak nisem kupil niti tega. Vse verjetno poznate tisto. 3 vrata, kako bom dajala otroka noter, se ni nobenega prostora, se boš ti sklanjal. Vse se da. Takšni majhni športniki so super zadeve, ker ne stanejo toliko, da bi si jih lahko privoščila samo peščica, ne porabijo kaj dosti goriva, tale okrog 8 litrov in ostajajo dovolj praktični. In za cesto, ki me čaka, ne potrebujem Ferrarija za uživanje. Tole bo dovolj. Lastniki Ferrarijev se najbrž ne bi strinjali, ampak na takšni cesti bi sami samo premišljevali, kaj vse se z njihovim lepotcem lahko zgodi in pol toliko ne bi uživali. Sicer ima takšna Fiesta samo 180 konjev, kar je celo manj od večine tekmecev, ampak ne gledajte samo tehničnih podatkov, ker če hočete imeti majhnega športnika, potem, kako naj rečem, da ne bom užalil ostalih, vzemite Fiesto, nič drugega. Ja. Fiesta ima ponoven turbomotor, kot tudi novi Clio. In ja, tule znotraj je preveč običajna, ker razen teh 2 sedežev sploh ne vem, da vozim najmočnejšo Fiesto. In to dvoje me moti, ker me moti vedno. Vse ostalo pa štima. Bistvo športnega avtomobila je namreč samo eno. Če vam dviga adrenalin pri 200 km/h, je brez veze, je prenevarno, prehitro in predrago. Ponuditi vam mora vozniško ekstazo že takrat, ko se boste peljali normalno. In to Fiesta obvlada. Celo na avtocesti športno poskakuje, čeprav ni trda kot rolka. Pri vsakem dodajanju plina se fino zadere, skoraj agresivno, in to je tisto, kar mi ves čas daje vedeti, da vozim poseben avtomobil. In tako je prav, pa do najboljše stvari sploh še nisem prišel. Do ovinkov. Ne vem, kdaj sem peljal tako noro zabaven in lahkoten avtomobil. Vem, pri prejšnjem Clio RS. Tole je noro uživansko, obrne volan in nos sledi zavoju kot morski pes deskarju. In če zabrenzam sredi ovinka, zadek ravno malo poskoči. Ravno toliko, da je super zabavno. Pa po moje sploh ne gre strašno hitro. Zadnjice vozijo Peugeota 208 GTI, ki je na ravnini verjetno celo hitrejši od te Fieste, ampak je pa vsem sterilen. Brez zvoka, brez pretresanja na slabih podlagah, brez sunkovitega pritiskanja v sedež. Tisto je avtomobil za ljudi, ki se jim zdi fino, da lahko reče, da imajo hiter avtomobil, tole pa je za uživače. Tudi če se skozi ovinke ne boste peljali svetlobno hitrostjo, boste uživali bolj kot v katerem koli tekmecu, ker Ford tole igro pošteno obvlada. Glede na to, da sem peljal že vse tekmece, lahko rečem, da je trenutno Fiesta ST najboljša. Edino novega Clio RS še nisem peljal.